Spoštovani gospod predsednik, gospod Račkova, kdo bo novi strici z ozadja, kdo bo kriv za vse, ko ne bo več Milana Kučana in Janeza Zemljaniča? Ali imajo desni teoretiki za rod že pripravljenega novega naslednika? Odgovor je da. To je Gregor Golobič, novi stric z ozadja. Živo. Lepo pozdravljeni. Ok, dej, bil si izbran, ne jemliš to kot čast ali kot prekletstvo? No, lejte, mislim, da ni ravno čas, da te častijo kot hudiča, ne. Gre pač za klasične blodnje Janeza Janše in njegovih vojščakov, ki težko shajajo brez namišljenega notranjega sovražnika, ne. Ok, dobro, nazadnje si bil zastavonoža oranžnega cunamija, ne. Ko je stranka zares potonila na volitvah, se je izkazalo, da je strah imel velike učine. Lejte, dejstvo je, ne, da so bili nasprotniki pri dokazovanju naše vsemogočnosti bistveno uspešnejši od nas, ki smo poskušali peljati neko novo politiko brez strahu in velikih oči. Ok, v zadnjih 20 letih si se že dvakrat poslovil od politike, a se nameravaš vrniti še tretjič? No, lejte, nikoli ne reci nikoli, ne. Prvič sem odšel prostovoljno, drugič stranko, zares nismo prišli v parlament. Opozorilo je bilo jasno. Volivci hočejo nove obraze in staro politiko. A je Miro Cerar levičar ali desničar? No, lejte, on predstavlja zmerno desno-sredinsko opcijo, ne, to je dejstvo. Res, da nekatere njegove besede morda kdaj zazvenijo po levo, njegova dejanja so tista, ki ga postavljajo na desno. Skratka, če potegnemo črto, vsi mislijo, da imamo levo vlado, v resnici pa nismo daleč od Madžarske, ne? Ja, ampak ne samo to. Glede, Budimpešta je postala glavno mesto cele Srednje Evrope. Ja, tudi za oljkarje je bila slaba letina, ne? Ja, glede, suša in oljčni mol sta letošnji pridelek dobro oklestila, ne? In to je že 5. leto zapored, ne? 4-krat suša in 1-krat preobilno deževje. No, letos je bilo res pestro, ne? Oljčni mol, za njim oljčna muha, pa še jada škorcev, ne? Ok, ampak a se teže boriti z naravo ali s politiko? Lejte, politika je veliko bolj predvidljiva kot narava, zato je biti z naravo neprimerljivo večji užitek, ne. Če reče, potem drži besedo, če ne reče nič, ne, potem se je treba paziti. Ampak za koga trenutno lobiraš? No, pa sem spet pri teoriji zarot, ne. Lejte, nič ne lobiram, ne. Delam na nekaterih projektih, malo svetujem, skratka, ni dolg čas. Kaj boš naredil, ko ti bo postal dolg čas? Ne vem, lejte, mogoče sem odpravil na facelifting, mogoče botox, diamantni peeling in lepotni kirurški poseg, ter se kot novi obraz vrnil v slovensko politiko. Ok, Gregor Golobič, hvala, ker si bil moj gost, hvala lepo tudi danes, spoštovane gledalke, spoštovane gledalci, vidimo se naslednji teden v času na kanalu. Adijo. Thanks, stari, ker si bil gost.